tema sem si izbral za današnji simpozij nekoliko bolj pop primerjavi z tem, kar smo do zdaj poslušali. Namreč nekoč sem na drugem simpoziju, ki je bil namenjen reklami in potrošniški družbi, obljubil, da smo v prvi primerni priliki pozabavili s vprašanjem jedrne paštete. In to ob zvokih reklame za pašteto iz druge jugoslovanske lige, namreč reklama, ki me takrat zvenela v glavi, je bila pašteta Carnex, Tria i Godi, a tu so i drugi Carnex proizvodi. Če bomo uspeli, bi vam pokazal kar, če lahko Marko zaženeš, reklamo, ki se je vrtela za Carnexovo pašteto, je reklam veliko in prikazuje, kako je pravzaprav primerna v popolnoma pašteta, primerna za malico v popolnoma vsaki situaciji. Skupino padalcev, ki se spušča iz letala in se vmes na kruh maže pašteto, zelo praktično. V prvi jugoslovanski ligi je pa v ljudskem prepričanju, vsaj na Slovenskem, ostala samo ena pašteta in to je bila Gavrinovičeva, ki bo predstavljala nekako srednji del današnje predstavitve. To pa bo delovalo in to je znana slika. Nekje vmes se mi je pa pojavilo tudi vprašanje drugih proizvodov, sicer ne nujno prehranskih, ki so bili ravno tako del recimo našega otroštva in očitno ne samo našega, ampak ima ta pojav tako kot tudi jedrna pašteta, precej dolgo brado. Govorim namreč o tem, da nismo v mojih časih otroštva recimo izumili nekaj novega v času, ko smo goltali zobno pasto Paperino, če se bilo še spomni ljubljanske proizvodnje. Fran Milčinski je recimo tako že v času prve jugoslovanske države zapisal nekaj stavkov o tem, kako je mladina iz šole domov prinesla vzorce zobne paste Orange in tuba te zobne paste je potem skrivnostno trajala manj kot en dan. Se pravi, to je seveda precej običajno, če pomislimo na to, da je bila precej boljšega okusa, kot je bila škatla pekočega hladonta in zato prilagam že čas nosim s sabo tole škatlo pekočega hladonta, ki verno posnema originalno embalažo, mislim, da celo predvojna. Zadnjič sem je srečal na Lidlovem tednu nostalgije. Zdaj, tudi o vernosti teh današnjih replik in koga pravzaprav nagovarjajo ti kvazi nostalgični proizvodi, bi se to vredno vprašati, sploh zaradi tega, ker sumim, da je generacija, ki še ve, kaj je pravzaprav plavi radio, oziroma kako je izgledalo včasih faks televizij, mislim, da tudi kaj izgledla, ne reklamiram drugače, že rahlo zdesetkana, poleg tega pa recimo se še kakšna druga navada iz teh časov, recimo, če se to še spomnim licenčnega praška za okusno osvežilno pijačo Flavorate, ki se je izključno zmeraj polizal in nikoli ne šel z vodo. V mojih časih se je drugače pri zobni pasti malo manj okusni alternativi nalijako reklo dinikotin, ki je bila tudi podobno kočga okusa. Ampak, če se vrnem nazaj k pašteti, pa tudi ne, bi vam prebral odlomek iz pisma skauta Petra, ki je nastalo na taborjenju v Bohinju. Njegov oče, Fran Milčinski, ga je pa necenzuriranega poslal v tisk. In skaut Peter pravi takole: Dragi oča, ljuba mamica, vreme je bilo do sedaj žal bolj socialno. Socialna je nova skautska beseda in klavernega pomena. Tudi o svojem plašču moram poročati, da je socialen, odkar se je obeležil svečanega večernega ognja. A za v tabor bo vendar še, ker luknja ni prevelika. Zrak je tukaj v Bohinju zelo posrečen in nič ne stane, posrečen je tudi nova skautska beseda. Slehernemu skautu je dovoljeno, da uživa zraka, kolikor hoče. To, da ima tukajšnji zrak premalo redilne snovi v sebi in vitaminov. Prosim te, dragi oča,
Stopi pogledati po učni slovar in mi piši, kaj so vitamini. Vedel sem, pa sem pozabil. Za redilne snovi in vitamine nam skrbi kuhinja. Naša kuhinja je tak isto bolj socialna, kaj ti si kuhamo sami in potem smo si jajno lačni. O, ljuba mamica, kuhati je jako lahko, ja že znam. Ampak težko je potem pojesti, kar si sam skuhal. Včeraj sem kuhal jaz in jim ni bilo dovolj. Pobrali so mi še zobno pasto, namazali so si jo na kruh in snedli vso. Rekli so, da je bila dobra kot pes. Kosilo so pa pustili. Ljuba mamica, pošli mi še zobne paste in dosti. Ali pa namesto zobne paste lahko pošlješ tudi jetrno pašteto. Mislim, da je jetrna pašteta cenejša. 7. skavtski zakon se glasi, skavt je delaven in štedljiv. Zato bodi štedljiva in rajši kupi jetrno pasteto. Tudi jetrna pasteta je dobra kot pes. Če ti pa kaže klobasa, pa klobaso kupi. Tisto trdo, ki pravijo čikarice. Ali pa kupi oboje, čikarico in pasteto. Zobno pasto morebiti lahko pustiš. Zato sem dal v današnji zgodbi naslov Jugoslovanska malica in ne samo jetrna pašteta, ki v tej obliki pravzaprav ni kakšna jugoslovanska posebnost. Proizvajali so jo marsikot, je pa predstavljala osnovo marsikatere malice. In za tiste, ki po Dejanu Novačiču še vedno nekje v tujini poskušajo ohranjati jugoslovansko kulturo in kulinariko, je v njegovem delu Imigrantska kuharica v poglavju Malica zapisal tudi recept. Nasledil ga je pa junk food. In zakaj? Citiram. Jugoslovanski pionirji niso uživali junk fooda, ker ga v tistem času nismo niti imeli. Namesto tega smo jedli pašteto. Toda ne vsi, temveč samo tisti, ki so se igrali zunaj s ključem okrog vratu, ker ni bilo nikogar, ki bi jih pazil potem, ko ste bila oče in mama v službi. Takšni pionirji so se hitro naučili, da si sami zavezujejo vezalke, sami hodijo čez cesto in sami režejo kruh za malico. Novačičev recept je pa sledeči, kajti v redkih specializiranih trgovinah v tujini težko najdemo pašteto, ki bi imela konsistenco in okus tiste, ki smo jo vajeni iz našega okolja. Tako je Novačič predlagal, da v irskem Lidlu najdemo oddelek s poljskimi specialitetami, kjer se najde pašteta, paštet malo kuharka, pot pa nadaljujemo v Špar, kjer pod imenom Vienna Loaf prodajo še najboljši približek našem kruhu. V samem tehnološkem delu, se pravi o mazanju paštete na kruh, sicer ne bi izgubljal besed, ampak poleg noža, so zanimivo padalci, ki jih nismo videli, celo imeli seboj, je za mazanje paštete seveda obstajala tudi posebna tehnika, ki je povezana s temi mehkimi, aluminijastimi konzervami, s provčki z debele folije. Na terenu je tako pašteto bilo najboljše namazati tako, da si tisti pokrovček razdelil na četrtinke in potem z njim lepo pomazal vsebino. Kaj pa je vsebina paštete, je pa že druga zgodba. O temu so krožili in še krožijo miti. Najbolj znano krilatica je tako v članku Pustih z nostalgije že zapisal Franc Trček, pri Gavrilovičevih so pač nekje v začetku 30 let prejšnjega stoletja pometali po klavnici in nekdo, oziroma Đuro prvi Gavrilovič, je dejal, pa šteta bi bilo opacija. Ampak, če pogledamo k Novačiču, ta ponuja nekoliko bolj problematično razlago. Obstajale so razne vrste paštet. Na nekaterih je bil narisan piščanec in to je bila piščančna pašteta. Na nekaterih je bila slika prašiča in to je bila svinjska pašteta. Spet na drugih je bilo narisano tele in tako so otroci vedeli, da je to goveja pašteta. Otroci niso vedeli le tega, iz česa je narejena tako imenovana dijaška pašteta, na kateri je bil narisan dijak. Določene to vprašanje še vedno muči. Sam se vsebini konzerve paštete kekec, mursko-soboške pomurke, sicer tega nisem nikoli vprašal. Je pa res, da so se barvite in mlajši populaciji namenjene paštete pojavile v času, ko se je jugoslovanski trg že močno razvil, v 80-ih, tukaj nekaj so tudi kekec. Da se najde tistega hita pravi, sem se mogel že kar zelo potruditi. Poleg blagovna znamka kekec je bila poleg tedaj vizualno popolnoma brezbarvne argete, verjetno najbolj znan slovenski namaz na skupnem jugoslovanskem tržišču. V mojem spominu pa nekje od zadnjih kluje še ena druga mladi populaciji namenjena pašteta, in sicer suhotiška asamblada. Video verjetno.
slovenskem prevodu iz takratne reklame To se me lačem paštete, ki pa so bile, in to je bil reklamni slogan, njam kvalitete. Ena izmed njih se je imenovala, ko sem včeraj potem na hitro odkril, zelo Brzi Manzales. Imela je pa zelo tečno reklamo, ki je nekako odzvanjala v ušesih. Ampak kaj je pa dejansko v pašteti, je pa drugo vprašanje. Gavrilovičeva je recimo sestavljena iz svinjskega mastnega tkiva, vode, svinjskih jeter, svinjskega mesa, mlečnih beljakovin, začimb, jedilne soli in konzervansa E250, kar je predvsem lepše ime za kalijev nitrit. Prijazne dijakinje srednje živilske šole iz Zagreba so v svoji predstavitvi mesnih konzerv potem navedle še standard, ki pa ga verjetno pri pripravi gosih paštet in drugih delikates za gurmane ne upoštevajo. Zato pa tudi ni mogoče priti do okusa, ki ga v svojih brbončicah tako dobro poznamo. Za pripravo jeterne paštete se tako praviloma uporablja kuhano svinjsko meso, mast in jetra z dodatkom bujona, aditivov in blagih začimb. Pri pripravi mase za pašteto se mesna surovina najprej skuha, v posebnem stroju se nato ločuje kosti od mesa, doda se rastlinsko olje, sojna moka brez maščob, škrob, izbrane naravne začimbe in sol. Polni se v konzerve, hermetično zapre, termično obdela s postopkom sterilizacije in nato ohladi. Proizvod je rožnate barve, mazave konsistence in prijetnega vonja in okusa. Tako pripravljen izdelek ima rok trajanja najmanj 5 let brez predpisanih posebnih pogojev skladiščenja. In Gavrilovičeva pašteta dejansko izvira iz 30 let prejšnjega stoletja, ko je tedanje družinsko podjetje Gavrilovič iz Petrinje poslalo na trg kot prvo pašteto v konzervi. To je bilo točno let 1938. V 50-ih letih se začne na jugoslovanskem trgu pojavljati še drugi konkurenti, med drugim je tako najbolj znan verjetno slovenski namaz kokošja pašteta Argeta, ki se danes dobi v veliko različnih reinkarnacijah, nekoč je bila priljuba pač to enoten izdelek, ki je nastal kot stranski proizvod pri proizvodnji jušnih argokock. Danes je pravzaprav Droga Kolinska največji proizvajalec paštete v Evropi, v povprečju, sem pripravil iz njihovega reklamnega materiala, se v povprečju vsako sekundo odprejo 4 doze Argete. Na trgih nekdanje Jugoslavije pa dosega tudi približno 50% delež. Letno se proizvede tako približno 120 milijonov konzerv. Ampak značilno oranžna Gavrilovičeva konzerva z likom jelice, in tudi to je zgodba, mogoče vredna omembe, namreč nastala je po liku nečakinje tedanjega direktorja Đure Gavriloviča, jelice, imate tukaj, in se je znašla na salamu. Verjetno je pa neznan dunajski umetnik. No, ampak jelica je na pokrovu vsake konzerve pravzaprav bila precej bolj okusna kot večina konkurence. In konkurenca se je poskušala pa z različnimi marketinškimi pristopi, vezati čim večji delež na jugoslovanskem trgu paštet. Zaradi tega recimo se Karnixovih na spletu danes najde ogromno, pri Gavrilovičevo je to precej bolj težko. Je imela pa pri temu pač seveda Gavrilovičeva prednost. Franci Trček je med drugim tudi v svojem delu ponudil zelo preverljivo govorico o statusu Gavrilovičeve paštete v Sloveniji. To spet citiral, pred kratkim sem od sodelavca, ki živi v Ljubljani v isti ulici kot uvoznik izdelkov podjetja Gavrilovič za Slovenijo, izvedel informacijo, ki je dobil razgovor z uvoznikom. Veliko večino njihovega prometa z izdelki v Sloveniji ustvarjajo prav za pašteto Gavrilovič, ki še vedno nekako predstavlja pojem za jetrno pašteto, kljub zelo širokemu naboru paštet ostalih ponudnikov, pa tudi druga ponudba iz njihovega asortimana ni zanemarljiva. Ampak če pogledamo najprej, kje se je vse skupaj začelo.
V zborniku ob 150-letnici delovanja tovarne iz leta 1970 je zapisano, da je mesarija Gavrilović v hrvaški Petriji nastala že leta 1821 in sicer pod imenom prva hrvaška tovarna salame, sušenega mesa in masti. V regiji je tedaj mesna industrija dejansko hitro rasla in v okoliških krajih je delovalo še več podobnih tovarn, ki so proti koncu 19. stoletja letno klale in predelale tudi po 30.000 glav živine. Danes pa je nobena od teh tovarn ni več. Gavrilovićevi niso bili ravno največji, pri njih so v začetku 80. let 19. stoletja dnevno predelali približno 50 prašičev. To je danes ena spodobna slovenska manjša mesarija. Pisci v zborniku so se tudi vprašali, kako je firma Gavrilović pravzaprav svojo proizvodnjo preživela veliko gospodarsko krizo, ki je izgubila večina njene konkurence in tudi kako je preživela druga svetovna vojna. Vprašanje nacionalizacije in velike širitve po letu 1965 danje niti ni bilo toliko pomembno. Kasnejša zgodba o postsocialistični tranziciji pa je za današnji PR uslužbence seveda ponovno zgodba o uspehu, saj s podjetjem upravlja že 9. generacija potomcev. Zgodba gre pa tako, da je Đuro Gavrilović III. Bankrotirano podjetje kupil leta 1990. Tako da pravzaprav je to že skoraj da dinastija. Recept za preživetje, ki so ga pa pisci omenili, je bil povdaljen 1970 sledeči. Podjetje Gavrilović je vrata na svojem pohodu v prihodnost odpiralo s ključem, ki se imenuje umetnost, izvirna umetnost v gastronomiji in kulinariki. Gavrilović je takrat pomenil predvsem proizvodnjo salam, šunk in drugih mesnih izdelkov, pašteta je pravzaprav le zlagoma postajala paradni proizvod in očitno je kot takšna pravzaprav bolj v Sloveniji kot v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. Leta 1970 je so tako izpostavili predvsem, tukaj bom spet citiral, so izpostavili prim balerino med salamami v čudežnem plašču iz naravne plesni, ki je glasnik Gavrilovićeve kulinarike in konstanta edinstvenega užitka, ambasadorka Gavrilovićeve gastronomije Gavrilović salama. Tega ležal ne boste videli, to je tovarniški bend, ki je tudi pel hvalnico Gavrilovićevi salami in to jaz ne najdem povezave, pravzaprav, ampak moderno pa je. Gavrilović salama iz Petrin je plovi, več stolječe in pol za najbolj uslovi. Globus, sateliti, sve antene bruje, odlično Gavrilović tuje. Sateliti, globus, moderno. Druga stvar, ki so jo proizvajali, je pravzaprav mesni doručak, oziroma prevedeno mesni zajtrk, ampak to je bila druga najbolj razpita malica, ampak osnovi je to kopija angleškega spema in vsaj zame je povezana izključno z osvajanjem vršacov. Za celoten asortiman je pa značilno, sploh ko je proizvodnja mesnih konzerv začela naraščati, pred vojno recimo so proizvedli približno 50 vagonov konzerv letno, da je idealno sovpadal z novim modelom potrošništva, to je supermarket. Konzerve pa seveda niso vsebovali samo paštete. Leta 1968 je tako Gavrilović med drugim svoj asortiman obogatil, spet v PR, tekste in s tem uzradostil svoje potrošnike z novo skupino zelo okusnih in kaloričnih gotovih jedi, pakiranih v vermirane pločevinke. Pikantno golaževo juho, krajinsko klobaso z grahovim pirejem, hamburgerjem z grahovim pirejem, hrenovkami v golaževi omaki, rižotom s svinjskim mesom, govedino omaki, fižolom slanino, da o ledvičkah in srčkih omaki in vampih sploh ne govorimo. Ampak pojdimo zdaj na tretji segment te zgodbe. Pašteta je bila po svoje hit, ker je bila kot konzerva obstojna, neobčutljiva na pogoje hranjenja in tudi zaradi tega uporabna povsod. Samo nepoškodovane pač morala biti. In če se spomnimo na tiste slavne zgodbe o datumu konzerv, ki so jih rekruti dobili za malico JLA, ponovadi so se s tem starejši gospodje dajali, včasih so bile po njihovih zgodbah starejše od njih, ampak pustimo zdaj finese, je pravzaprav trajnost bila praktično neomejena. In ko razmišljamo o pojmu konzerva, navadno pred seboj vidimo pločevinko.
Lahko je pa v različnih oblikah. Za konzervo velja koncu tudi plastično embalažo, dobimo pašteto danes tudi v črevesu, pravzaprav pakirano kot salamo, ampak to črevo recimo zahteva hranjenje v primernih pogojih, je ponovadi zgolj pasterizirano, ne pa sterilizirano, tako da je deklarirano kot poltrajni izdelek. Konzerva pač najpogosteje v obliki pločevinke. Postopek najprej razvil francoski kuhar Nicolas Appert. Prva tovarna konzerva je nastala v Franciji nekje v začetku 19. stoletja. Francoski princip je potem izpopolnil Peter Duron, ki je leta 1810 uvedel danes klasične pospositrene pločevinke. Od leta 1850 približno se jih obdeluje z sterilizacijo, se pravi s prepuhavanjem nad 100 stopinj. Danes se pa ta pospositrena jeklena pločevina pravzaprav vse pogosteje zamenjuje z drugimi materiali. Aluminij je že pravzaprav stara zgodba, danes prihajajo že plastični elementi. To je vplivalo seveda tudi na Gavrilovićevo pašteto in po mojem mnenju je največja inovacija pri njenem pakiranju to, da jo že nekaj let dobimo v 150-gramski tubi, tako kot ne pod zobno pasto. Tudi kar se tiče same proizvodnje, je povojna jugoslovanska industrija relativno hitro osvojila izdelavo embalaže. V Zagrebu je bila tako že pred vojno, nekako v začetku 30-ih let, so iz tovarne lin, se pravi pločevina, že pošiljali pločevinke ustreznega potiska ali celo emailirane za jugoslovansko živilsko industrijo. Še danes pa tudi v Samoboru obratuje tovarna kovinskih proizvodov z istim imenom in sloganom We can everything. Tole je ena izmed konzerv zagrebške izdelave in glede na ime podjetja tudi zagrebške vsebine. In ravno konzerva je pomenila preboj pri prej omenjenem spremenjenem načinu potrošnje, se pravi supermarket. Danes najbolj običajna stvar je leta 1967, ko se je v Beogradu odprl prvi, pomenila popolno revolucijo v kupovalni izkušnji. Ampak prilagoditi se je moral celoten proizvodni sistem živilske industrije. Ne vem, koliko se še spominjate, ampak v običajnih pultnih trgovinah ni bilo neobičajno, da si pač prišel po olje svojo steklenico, da so ti testenine odmerili z večjega pakiranja, tehtnico, tako kot kislo zelje ali pa repo, in v končni fazi marsikje tudi iz večje pločevinke, marmelado ali pa pašteto. To so zavili ponovadi pogoščeni papir. Jaz se sam spomnim, da sem tako še nedavno kupoval sveži kvas, ki ga danes ni več dobiti v nobeni trgovini. Velike pločevinke pa niso bile pač primerne za supermarket. In spet imam težavo. Skladišče klasične trgovine na Starem trgu, ki ga je pregledoval sanitarni inšpektor Stane Sever leta 1961. V njemu se pač v tistem skladišču so kupi zabojev in ogromnih pločevink, salam ter seveda so pokvarjene masti, ki ga Stane Sever s svojim nosom takoj opazi v zelo zašarjenem
skladišču. To je bil prizor iz filma Družinski dnevnik iz leta 1961. No, in konzerva je pač na tak način osvojila trg, ker je trg pravzaprav to potreboval, način potrošnje to zahteval. Kar se tiče pa današnjega razumevanja modernega sveta, se pravi, ni se rodilo kar tako. In za zaključek bi še prebral opis, kako je od 10. obletnici odprtja prve jugoslovanske samopostrežne trgovine ameriški zgodovinar Davison Rusinov pod tedanji, mislim, da Fulbrightu rezident v Beogradu opisal spremembe, ki so se v tem obdobju zgodile v celotni jugoslovanski družbi. Hrvaška je recimo v 70. leta stopila že 607 samopostrežnimi trgovinami, v 80. pa že skoraj s 1200. To je postal pač popolnoma običajen način potrošnje. Rusinov pravi pa tako, ko je namreč Milorad Jovanović, generalni direktor beogradskega trgovskega podjetja Vrača, delovskemu svetu podjetja sporočil, da je ravno kar kupil ameriški supermarket, ki se njegov navadno molčeči finančni direktor zlomil in zaihtel. Reakcija je bila pričakovana, tudi v razvitem zahodnoevropskem svetu se samopostrežne trgovine še niso uveljavile. Kaj šele v nerazviti Srbiji, aprila 1958. 10 let kasneje je bilo samopostrežnih trgovin v državi že na ducate, 30 let kasneje ni bilo več praktično nobene drugačne, vsaj živilske. Ideja o potrebi po samopostrežni trgovini pa ni zrasla na zemljiku direktorja iz Beograda, ideja je krožila že po leti 1957. Predstavljala naj bi idealen način za razvoj učinkovite, potrošniško zadovoljujoče in čiste socialistične konkurence tržnicam in malemu trgovskemu sektorju. Direktor jugoslovanske trgovinske zbornice Risto Bajalski se je s potovanja po Ameriki vrnil čisto navdušen nad samopostrežbami. Ameriška ambasada pa je na to z veseljem uredila, da se je na zagrebškem mednarodnem sejmu pojavila kompletna oprema, ki je prvi pač zagrabil direktor Vračarja pred zagrebškim konzumom in ljubljansko prehrano. Razstavljen eksponat je tako postal eksperiment, kot še marsikaj drugega v Jugoslaviji. Ampak nakup in postavitev blagajn in policij je še najmanjši problem. Jugoslovanska živilska industrija poleg nekaj konzerv in steklenic ni proizvajala skoraj ničesar, kar bi lahko postavili na police. Večina stvari se še ni pakirala v primerna pakiranja, da bi človek lahko sam pač vzel z police, da ne govorimo o tem, da je bila pač industrija zamrznjene prehrane še takrat praktično znanstvena fantastika. In tudi, če bi obstajala, kam bi pa človek potem pravzaprav to postavil v trgovini. Tako da trgovina praktično ni bila sposobna delovati do trenutka, ko je bila kritična masa dovolj velika, da je industrija lahko začela proizvajati pakirano hrano za samopostrežno. Tile so počasi, prva ljubljanska je bila odprta na dan Republike leta 1999 in je merila kakšnih 80 kvadratnih metrov. Sčasoma pa je zaradi optimizacije poslovanja, ki so ga prinašali samopostrežbe visoko, hitro naraščujočega standarda, plačene, ki se 7-kratno povečale v 9 letih, življenjski stroški pa istočasno približno za 3-krat, sistem začel rasti in delovati. Pakiranje se je uveljavilo in ne samo pakiranje, Rusinov je opazil, da je bila tudi oprema 10 let kasneje jugoslovanska. Razen blagajn, zmrzovalnikov, hladilnikov, kovalnih košaric in vozičkov, kar se je tudi v nekaj letih potem spremenilo. Predvsem pa je začela industrija proizvajati stvari, ki so nam danes kot potrošnikom samoumevne. In če spet citiram Rusinova, dve zadnji, ki res kažete jugoslovanski dvig na nov nivo, sta aluminijasta folija za živila in plenice za enkratno uporabo. Mleko in drugi mlečni proizvodi se sedaj dobijo v povoščenem, higieničnem tetrapak pakiranju in zadovoljstvo lahko poročam, da se je tudi kvaliteta jugoslovanskega toaletnega papirja bistveno izboljšala. Poleg tega je k temu pripomogel seveda tudi uvoz. Rusinov pomenja Heinzovo otroško hrano, Frutek je stvar potem 70-ih let. Uvoz je država, ki je bila drugače zelo zaščitniška do svoje industrije in še bolj do svojih deviz, dovoljevala za spodbujanje industrije k proizvodnji novih stvari. In tako je lahko Rusinov ameriškemu financerju leta 1968 poročal, da so lahko z vhoda v samopostrežbo v Zagrebu odstranili uslužbenca, ki je nekoč pozival kupce, da ne vzamejo nakupovalno košaro ali voziček, da lahko nakupljeno blago pripeljejo oziroma prinesejo do blagajne. Še nekaj let prej je pač namreč normalen odziv na to bil, ali moram
koliko stane, ne hvala, imam svojo torbo. In to je nekje v času, ko se je v Beogradu ravno tedaj odpirala prva avtomatska pravnica Brila. No, in v ta svet je Pašteta dejansko dobro sodila, sploh, ko je potrošništvo dokončno zajelo jugoslovansko družbo in je s tem postala zaščita potrošnika, integralni del jugoslovanske zakonodaje in s tem tudi samoupravnega socialističnega sistema. Igor Buda je tako na podlagi zapisal v rubriki Zaščita potrošnikov v Vjesniku Sredo navedel, da se je pri preverjanju med proizvodi na črni listi, ki jih je preverjal Beograjski center za potrošnike, znašlo tudi nekaj Gorilovičevih suhomesnatih proizvodov. Ampak na srečo ne Pašteta. Hvala.